Pol pa se mi znajdemo v neki stavbi in jaz vse, kar snidu, samo tako čist malo dol, da je pač neka taka, nek lesen pot. In pol jaz v neljavi slišim enega, ko je bil ful je imel podoben glas Jankoviću, ne. Ful podobni glas in jaz še rečem tam, valjda že malo pod gasom, ne. Zdaj bom vmes dal pip, ali to videla te pip, če jaz kaj takega povem? Ker. Lahko. Pa jaz tek z unimi zavedarjo rečem kolegu, da sem rekel, ta model pa res dobro ponaša Jankovića, ko smo mi po nekem stand-upu, ne. In pol še ta pač na drugi strani, ja, res se trudim, bla, 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 ne. In jaz znam dol in valjda, oni so me k Jankoviću pelali, ne. Bili srece zdanka, ne vem, s kom je tam bil, jaz pa Janković, jaz se pogledamo narodni noši snega, vi ste nori, res. Dobrodošli v novem pogovoru Metropolitan podcasta. Z vami sem Živa Avžner. Danes se z mano ob zadnji skodelici kave v drugi sezoni Metropolitanovega podcasta ob skodelici kave druži priljubljen pevec, ki pa ga morda nekateri bolj poznajo po tem, da poje v hrvaščini. Čeprav nam je letos pripravil eno presenečenje, ampak o tem malce kasneje. Luka Basi, lepo pozdravljen. Živijo, lep pozdrav, živijo. Hvala, da si se mi danes pridružil ob kapučino. Tako, ali tudi sicer vedno piješ kapučino? Jaz, če sem čisto iskren, pijem kavo po mojem bolj iz navade, tako da tudi, če meni kdo kaj vpraša, je dobra kava, ja, je, ker tudi bi zdaj mogel izbrati neko dobro kavo, jaz to ne vem, tako da včasih si naročim belo kavo, včasih kavo z mlekom, včasih espresso, včasih kapučino, tako da, a dan se mi zluči to kapučino. Lepo, čeprav zanimivo, da vseeno piješ espresso, ker nekateri potem ne morejo kave brez mleka piti. Ja, se je, če bi te kaj, da se po neki lesici dal, mi je espresso najmanj okusno. Res je tak, šot. Res šot, ker meni je recimo kava glih to, da malo uživaš, en šluk narediš, spet malo odložiš. Tam pa se vemo, kako je espresso izgleda, ko še manj od štamprlja. Tako da ajde, recimo na kapučino bila kava s tami, vseeno. Top. No super, upam, da boš danes imel prijetno skodelico kave. Je. Bi te pa še danes, kot vsakega gosta, najprej rada vprašala, če se ti je danes že kaj lepega zgodilo. Je. Mislim, da vem, kako zdaj gledate, od polnoči naprej je že današnji dan. Ja. Če smo imeli glih en piknik s prijatelji, tako da smo imeli same lepe stvari do 4 zjutraj, pa sem čel za 2 uri sanjati. Drugač pa jaz sem tek, da meni je vsak dan po svoje, kako te rečem, vsak dan po svoje mi je lepno. Vsak dan se nekaj lepega zgodi, danes recimo sem se tu malo stran, sem se z eno gospo sliko. In meni je to lep dan, ko nekomu tudi ti polepšaš dan. In to je tako vesela za to sliko, bom pa vnukam pokazala pa vse. Tako da je meni tudi, ne rabi se meni vedno kaj lepega tek zgoditi, ker meni je tek, da ljudem nekaj daš, da so oni tudi veseli, meni je to nekaj najlepšega. No. Zdaj, ko te že takle nekaj časa poslušam govoriti, se ti kar precej sliši na glas iz Koroške. Ups. A ne, to je super. Pa tudi sicer te kličejo v bistvu Korošec z dalmatinsko dušo. Ja, res je. Meni je Koroška, jaz pravim, da mi je Koroška taka itak Dalmacija, po slovenska Dalmacija. Isto to recimo za Prekmurje pravim, ker sem tam se čas vseeno malo stavi, ker ne vem, Ljubljana, Maribor, to je res natemperano, to že zdaj zdun, recimo, zdaj se selimo glih nazaj na Koroško in smo veliko časa smo na Koroškem, ne. In tam dejansko ljudi vidiš, ko hodijo in gledajo in pozdravijo in vse tule v Ljubljani, vemo, ščup, dol na telefon, gremo naši akcija. Tako da meni je Koroška mi je the best. Še lepši mi je pa, to pa priznam, še lepši mi je pa iti na morje, to mi je pa top. Imaš kakšen poseben kotiček na morju? Mislim, da zdaj že itak sve, da meni je pak, ne zrče, tuc, ampak ne, tam, letos smo si glih postavili to mobilno hiško v Straškem, v kempu in meni je to, tam je tak, ne vem, meni je to raj na zemlji, ne vem, sploh, ko vidiš še tamale uživajo v kempu, pol tudi po eni strani včasih tudi fajn, da imaš ti kaj fraj in v kempu je, kot da jih ni, ker to se skonektajo z vsemi, ne vem, prepelejo. Pri tamalih recimo mi je to zanimivo, da se skonektajo z Slovenci, Hrvati, z Čehi, Italijani, oni se to vse sporazumejo, vse, tako da meni je to, ne vem, ta kemp mi je top. Ne bi ga zamenil za noben hotel z 10 zvezdicami, ja. Potem pa čudno, da se še nisva srečala tam. A tudi tam? Ja. Ne se hecate. Že nekaj let, ja. Res? Mi boš pa povedal številko parcele, na DC. Res si tam že? Ja, se strinjam z vsem, kar si rekel. A ni, res, meni je ta pak, mi je, ne vem,
Pa vsi pravijo, recimo vsako prije, da reče, pa to je prevelik kemp, a pol po 3 dneh jim je ono the best. Mislim, da je res super. A to pa a greš kaj na more, leto so da greš. Ja, a isto imate to hiško pa... Ja, pri fantu imajo precelo, ja. Zakon. Kaj številka? A ne smem. Moja pol. Da meni si že, da imaš 2 otroka, ja. Res je. Hčerkico in sinčka. Hčerkico in sinčka, skoraj sta že hčerka in sin. Rasteta, zdaj sta že 4 pa 3. Tako da izplenic smo že. Yes. Ja, ta mala, da se pravim, je pa... To, ko rečem, da sem jim sada nekaj zanimivega zdi, dejansko vidiš tudi pri svojih otrocih, ko rastejo, ko jih sam lahko gledaš, ko so vsak dan neke nove ragolije, neki noga tam pobere, neki noga tam in je prav nasledno tak žur. Samo 1 leto sta narazen. Ja, 14 mesecev sta narazen, jo. Če bi me 3 leta nazaj intervjule, imam podočinake, da sem ne, kik ne rečem, da je bil po moje, ne vem, za ta bi lahko dal definicijo, to je bil prvi, da bi dal definicijo enciklopedijo, ker on je bil sanjski otrok. To res, jedo spal in to je bilo, če bi bili vsi tako taj mi, da bi imela, ne vem, 10. Sicer moja me zaštiha, če bi mogla 10 rediti, ampak pol se itak to zgodi v tistih 14 mesecih, no, prti smo pa dobro tudi malo za nazaj, ne prespane noči, ampak zdaj je pa super. No. Se mi zdi, da se vsako leto ful pozna in glih najbolj to vidiš, to so mi prej vsi govorili, ja boš videl, pri dopustih vidiš, koliko ti je pa lažje. Recimo, ker sta tako skupaj? Ne tudi, da sta tako skupaj, ampak dejansko, ko odrastajo, recimo najtežje itak prvo, drugo leto, tam dopust, jaz pravim, ni dopust, žal. Tam ni dopust, ker priješ nazaj bolj zmatren, ko si tja šel, ne. Ampak zdaj recimo se pa živno pozna, da sta že samostojna, da sta že sama, pa super je pa ja, to, da sta tik blizu skup, zdaj sem vedela, da bo itak naporno prvi delet, ne, ampak zdaj je bolno, ona da sta skup navezana drug na drugega, najboljša kolega, zaigrata se sama in to je the best. Tako da super, bi še enkrat isti plan imel, ne. Jaz se jih veliko reče, da ravno iz tega razloga imajo radi tako skupaj otroke, da se potem hitreje spravijo iz planica, ne? Ja, ne, vse naenkrat. Pa tudi, ko je Tija se ful uči od ta, recimo, njega posnema, ona bi to in pol ima ful to željo in je ful malo že trmast, ampak vseeno, taj se je pri nas ful hitro naučil, ne vem, rolata, ne. In ta mala bi se tudi rola in kar sama si grda, pa se trudi, pa vse, ne gre še tek, ampak vidiš, se mi zdi, da je bolj, da sta bolj skup, ker res pa moje sestre smo starejšo, smo 4 leta narazni in že je una razlika, ko ne greš več pol tek skupa, ne, malo najlažje, itak najstnica je še nek malinoc, tam mi te že začne malo odrivati. Tako da jaz mislim, da sta tek fajn skup, da bo še to kar zanimivo pa fajn. Pa seveda, da posnema, ne, to je starejši brat. To je pa res, že zdaj pazijo na svoje sestre, to zelo. To je pa verjetno zelo lepo videti. Ja, ful. Zadnjič glihno na tem Pagu smo bili na gospod na igrišču, na peščerem velikem, ne. In je, teh kak so mali, to se malo meče, milke vlada. In je pač ena nehote je vrgla milko proti ti, ne. In je to taj videl in je šel tja in on rekel, prosim, če ne mečeš peska, moja sestrica. Kako lepo. Ja, zakon stari. Kaj pa njuni interesi? Sta kaj že glasbeno usmerjena, kaj drugega? Ja, glasbeno sta usmerjena čistno. Že od, mogoče res to, da ti je dano nekaj vzibo, ko rečejo. Ne? In mi da že od vsega začetka, mi da smo njima pejal spavanke, glasbo sta poslušal vse in ne vem, se mi zdi, da pol to nekako otroko ustane, pol pa itak pri nas doma je tako, mi da snemamo oba smo muzike, oba snemamo komade, poslušaš komade, gleda spote vse in ta mala da sta pa skozi ravn in to je, kakor je muzika, to je ples, to je kitara, bobni, tek da mata, mislim, da Tija mogoče celo še bolj plesno, Tija je začela biti že v tisti fazi, ko ima kakve oblekce lepo, da gre pa malo za balet, ko se je napravila, tek da ta mali pa čisto, on pa rock and roll, bobni, kitara, gremo naš. Pa si vrtita vajne pesmi? Ja, tudi. Ta prva oboževalca. Prva oboževalca, pa tudi prva poeta. Ne, jaz bi raje šuno poslušal, tako da že malo vidiš tudi, kaj nimajo všeč. Ampak ja, nista pa, mi je pa to všeč, ker sta od Anuža, res. Od domače muzike poslušata do, ne vem, tudi če boš dal gr, ne vem, neki v DC, ona da bo ta neki začutila migla, tako da
sta res ima ta širok spekter zdaj. Pa ja, to je super. Tudi za neko tako razgledanost, ne? Ja, itak. Tako da jaz mislim, da bo to še kar zanimivo. Tako da zdaj dansko ne vem, kam upisati Taja, sicer zdaj da bi šel še na nogomet, pol pa kam zdaj pisal, a kitara, a bobni, a bi to teke že ne bi zdaj vse, ne. Ampak smo rekli, če bo imel veselje, zakaj ne? Naj proba, pa bo itak pol sam videl, kam je všeč, pa kam ni všeč. Tako je, se lahko vedno spremeni pot. Ali pa več instrumentov. Ja, več instrumentov, s časom, come on. Zdaj skozi govoriš dovini, ne, svoji zaročenki Nasti Gabor. Tako. Nisi nič povedal, da je to Nastja. Pa to, mislim, da to poznajo. To že vejo. Nastja Gabor, ja, tudi mi smo bila že prej skup, že, pa gliščeli smo se to na pikniku, mislim, ko smo bila stara 14 let, ja, 14. Smo bila že takrat skup, pol pa so naj poti vnesle itak študij pa vse. A ste iz istega kraja? Mene 8 km na razen, Dravograd pa Ravne. Torej je bilo namenjeno. Ja, itak. In pol pa ti, ko veš, študij greš, pa itak smo 1 leto razlike, ne, pol bil problem, jaz v Ljubljano, ona Gernica, če ne vidi, sem takrat še odbojko igral, in na petek sem prišel domov, trening, naslednji dan tekma, za to na dolgi rok ni šans, pa itak so bili še mladi, ne. Pol pa so kako ne rečem, po takih nekih čudnih naključjih poti pripeljali nazaj in evo, je bilo dejansko teko, da ne bi sploh minilo, ne vem, po mojem 5-6 let vmes, ne, ampak imaš, ne vem, tek sem videl, ko se skonekta z nekom, je, ko da ne bi bilo tega vmesnega cajta, no. Tako da je pa tudi ona pevka, the best mama, the best, se mi zdi, da ful pomaga to, ko je, da ne vem, zdaj narobe rekel, kolega mama, socialno pedagogiko ima naredil, mislim, da sem prav rekel. In je ful fajn to, ker recimo itak za vsakega moškega je verjetno, ko postane starša, ne, itak je nek strah, logično. Mi verjetno nimamo prirejenih teh, kako ne rečem, vsaka mama res tako je zna z otrokom. Ne. Materinski čut. Ja, ta materinski čut. In meni je bilo ful všeč, ker je ona, kako ne reče mene, ja veš, takoj, že iz prve, ne, tretji dan, dej previja, ne. In jaz ne znam jaz previjati. Pa ona, ni panike, boš pa danes do četrt previl, pol do polovice, vse, ne, in je bilo, ful me je všeč me, da me ful, kako ne rečem, k vzgoji, k tem, in mi je to mi je bilo ful fajno, ful res, kako ne rečem, ker se mi zdi, da marsikdaj mogoče kak kolega zamudi ta čar, ko kar prepušča, veš, ne ona to, tako da to mi je ful fajno. Pa tudi glede vzgoje se mi zdi, da super, kako ne rečem, te temelje, itak logično je vzgoja delo obeh, a ne, ampak da imamo iste poglede, da imamo iste temelje, da pač če pred tamalimi se nekaj zgodi, da je podpiri mojo mnenje, če sem zdaj rekla, ne moramo zdaj, če otrok vidi, te gori mami, te gori kada je zdaj prav, ne. Ja. Tako da se mi zdi, da to je tudi izobrazba, je tudi recimo ful pomaga, no. Ker mi takrat, ko smo dobila tamala, mi da smo letak sama tu, ne. Vsi najni si s Koroške, tako da nama ni drugega predstavlja, ko pač da, evo ga, tule imamo otroke, zdaj pa dajmo jih vzgajati pa vse, ampak je tudi se mi zdi, kako ne rečem, je zdaj fajn, ker nama nič ni problem. Mi gremo zdaj na morje, ne vem, zdaj ima tam mali, ima pa že 3 pse zraven, pa da sta zmešana, pa se ni problem. Če si navajen, da si že drugače, zdaj verjetno, če bi mi bližji prej na Koroškem, da bi verjetno bili velik pri babicih, pa pri stricih, pa tetah, ampak pol je pa ko pa moraš si pa dano neko situacijo, pa po bolj težko sfuraš, pa shendlaš. No. Ja, itak. Zdaj je cool, super. Sta bila že od začetka vržena v to in sta pa ja, splavala. Včasih je bolj, se mi zdi, da si vržen v to. Se itak je, ne smemo zdaj preklinati, zahtevno. Itak je zahtevno, ampak ne vem, moraš tudi vseeno gledati nekaj na dolgi rok, pa itak vede, da včasih si v tistem danem momentu pod stresom, ne naspano vse in v tisti afekti moraš samo, ko pri sebi razčišti za neki afekt, da se nekaj zgodi iz afekta, da se za nekaj skregaš, ne zaradi tega, ko je to tako velik problem, zato, ker si enostavno zaspan, zmatran, vse, pol itak nisi jezen drug na drugega, če se kaj takega zgodi in tako da. Veliko zunanjih dejavnikov, ja. Ja, pa sej se mi zdi, da ponavadi vedno tek, sej pri vseh zadevah je tek in ne vem, vesolje je tek naredil, da res, ko si v največji gužvi, prije pa še nekaj. Ja, to je vse verjetno samo, veš. To je res una taka klasika in sploh v današnjem svetu, ko itak je, tekaš, to so telefoni, grdo, levo, desno, vse in jaz imam plan, pa to ga že ful dolgo, kako ne rečem, se ga trudim uresničiti, samač v našem, kako ne rečem, fohu biznisu ne moreš dati top 3 telefona stran. Žal, to pač pri nas žal ne gre.
ampak smo vse tek se zmenili znotraj ekipe, da probamo res vse stvari, vse nekje do 3-4 zrihtati. Zato ima pač pol vsak, kako ne rečem, nek svoj cajt pa vse, ker pri nas je, ne vem, itak je že ustvarjalska ekipa je velika, pol potegne to za sabo, itak še recimo moj band, je še tule 12 ljudi in pol res, veš, pa 12 ljudi, 12 družin, se 12 ljudi na družina enkrat kregalo doma, zakaj ti 6 to delaš, ampak itak tudi prijegda moment. In tule je mogoče lažje iz tega vidika, da je tudi ona v muziki, ker tudi ona pol to razume. Ker jaz recimo si ne predstavljam, da bi bil zdaj lahko z neko osebo, ko je pač tako recimo 6 do 2 ali pa 7 do 3 in to je to, ne. Pa sobota nedela fraj in tam se ne sme nič zgoditi, ne sme kaj uleteti. In tu recimo vsako je pač muzika, je živa stvar in to ne vem, se je že zgodilo tudi, da se je kdo zjutraj v petek spomnil, a bi prileteli danes tam presenečenje, veš, uro in pol me kliče, a bi šel danes, bla, mi glih tam neki, valjda, greš, ne, delaš in se mi zdi, da je boljše to, da smo oba v muziki, no. Si pa predstavljam, da imate zato veliko več organizacije, ne? In pa usklajevanja nekih, prilagajanja. Jaz bom rekel, da je pri nas doma tam torek sreda se začne logistični center za kaj bomo zdaj urnik speljali. Ok, v petek, kam imaš ti v petek? Jaz sem to, kam imaš ti to? Ok, v redu, dej, a boš ti imel v petek ta mala doma, pa pol v soboto jih peljemo na Koroško, pol prijemo oba na stope, pol prijemo nedelu nazaj, ti da moramo, kako ne rečem, teh da urnike uskladimo, je ker dejansko res skoraj vsak tork pa sredo, tek se zjutraj do 7, pa da si ali pa ne vem, ko se kaj vozima, da res koledar je, onda je poje kam imaš ti, ker zdaj, da bi neki plani naprej delo, se pravim, to je, ker je toliko stvari, da, ampak ja, probamo pa velikokrat kar tek, da so čim več, pač ta mali itak tudi z nama, ne. Tako da sta, ne vem, sta bila že, ta je bil že na mojem koncertu lani decembra, na srečo smo v Ribnici igrali, ja, Ribnica je bila te hitro, da je prišla na koncerti, je bila že na Tonskih, da tudi zanč, ne vem, ko je ona nastopala na eni poroki tu na Gorenjskem, sta šla ta mala tudi zraven obred na to Tonsko, pa vse da pač tudi tu na dva vidita, ne. Ker recimo velikokrat se zgodi, takrat, ko še niste razumela, kam pa greš, ne, ja, pa na koncert, pa kaj je koncert, pa kako to zgleda vse in ima zdaj lažje, ne, da ne vem, ko že rečemo, danes gre tako k babi, pridemo mi do v nedelu, ko me zdaj glas zabava, čak sekundom, veš, to je ta piknik do 4 zjutraj. In reče ta mali, ok, da greta pa 5, ti greš pa na koncerti in je super, da pač veta, kam mi delamo. Ker malo teže je njima povede, da pač, ja, se čuje butas, ampak to je tudi služba, ne. In pač imamo tako služba, ne. Še vem, ko ta mali pride v vrtec pa v tej, garderobi, tek na glas, poje, ja, moj ati ima pa za službo samo to, da kartice podpisuje. In smete, taj ne, nima vsač, ko me pač vidi, velikokrat zunaj me vidi, da pač se slikam, pa kak autogram dam. Ja, pač misli, da jaz se sam slikam, pa kartice podpisujem, ampak zdaj že razumete, no. In taj še sicer velikokrat vpraša, zakaj pa te ti stric poznalo, zakaj te teta, pa sem se rekel, pač, ati je pač, marsi kdo pozna, ker ti je velik na televiziji, ker pa to, ok, tako da. Ja, počas bo. Ja, počas bo. Če dalje bo, ja. Da vidim, da sta imela kar mlada otroke. Za teti cajt, kaj bom rekel, za teti cajt, ne vem, časih so bili že 18, 19, ampak za teti cajt zdaj, pa se če logično poštiraš, dobro, ti si res izjema, ti si v prvo naredila študij, pa to ne. Jaz mislim, da realno tek večinoma itak pri 26, 27, narediš faks, zdaj, da ti si še nekaj tek malo stvariš, je takoj 30, ne. Pa ti še nisi 30, letos boš 30. Ja, moramo to na glas povedati. Mina sem imela pa, ja, jaz sem bil 25, ona pa 24, kar je, bom rekel, res, mislim, za tete cajt hitro, ne. Ampak spet to je pač omogočal nama glih to, ker finančno smo na srečo tek sama že od sebe čisto odvisna, da smo itak lahko šel to, ker žal pri teh zadevah se pač žal začne in konča, ne. Lahko si mi ustvarjamo neke vizije, ampak moraš imeti, kako ne rečem, neko finančno varnost, ker pač otrok tudi zahteva svoj, kako ne rečem, denar in vse to. In sem imela to srečo, pa res to, da recimo jaz bil čez teden kar dosti fraj, ker ona je dansko še pol faks delala ob tem, ne. Pa še diplomirala je pa vse, da je bilo malo bolj, kako ne rečem, težko, ampak zdaj, ko tek pogledam, pa ko si misliš, ne vem, da ima stara 35, a mali bo že 10, to je ono topa, ne.
Pa tudi se mi zdi, da tek je fajn imeti malo mlajši otroke, zdaj valjda, če imaš to možnost, ne? Ker energije ti pač tudi pobere, valjda, ne? Res recimo, ne vem, od nje, a ti je dobil še hčerkico, koliko imam star? 46, ne? Jaz si iskreno povedano, jaz si ne predstavljam pri 46 zjutraj vstajati, previjati vse, tek da imejte mladi otrok. Če lahko, ja. Ja, če lahko, vse je logično. Verjetno hočeš omogočiti vse, kar lahko. Ja, itak, tak da. Smo bila kar hitra, da. Kaj pa verjetno imate tudi vidva v svojem razmerju spone in pace, kako vidva rešujete te težave ali pa? Jaz, ko sem prišla na Gorenjsko, mislim, ko smo prišli na Gorenjsko, takrat se spomnim, da je bil ful popularen stavek na Gorenjskem je slika je, zvoka ni, kao, ne, ko se z nekom skregaš, ampak mada na srečo nismo taka, ne, to je meni ful všeč. Pač mada si rajš pojema direkt, je včasih pol, kako ne rečem, je kdo užaljen, ampak se mi da je to boljš. Ker recimo, če imaš, ne vem, da se nekaj skregaš in pol si 3 dni tiho, pol to nekam potlačiš, to se pol se naberem, pol res enkrat pokne. No. Tako da mi, da ko prije do tega, pač si provamo na nek najbolj normalen način, če opcija pač povedeta, ne, pa čim manj uživo, čim manj prek telefona ali pa karkoli, ne, bo malo, ko prijem doma, bo malo aštekaš. Ja, sporočila se lahko izgubi, če ga natipkaš. Ne? Ja, pa ni onega, kako ne rečem, ni pristne reakcije, ne vidiš ti tudi sebe, ne veš, in pol lahko časi res kaj ful grš, oziroma bolj grdo vzameš, ko pa dejansko je, ne. Tako da meni je boljš konflikte, vse, tudi če se doma skregaš, če je v poslovnem, če je pri nas kaj narobe, ali z bendom, mi smo se, iskreno povedano, mi smo se z bendom prva leta, res smo se kregali, ampak kregali smo se zato, ker smo se imeli tek radi in vsi smo hoteli ono najboljši in vse in recimo imam še zdaj od 90% istih ekipov in ko smo enkrat to čez dali, ne, da smo si res povedali vse, da smo res ono vse, to je zdaj, mi smo zdaj hujško babe, ne zabavim te, res, mi po špilu si že ne pošiljamo, res, in to je ono the best in se mi zdi, da to lahko sem tek dosežeš, da če se, mislim, valjda, se vsak skrega, ne, težko reče, da se doma ne krega, pol, ne vem, ni doma, je, ne vem, spiper, ne vem, v hotelih, pri sosedih. In če se skrega z nekom, da se skregi tek, da si face to face, da mu poveš, ampak spet ne zauno, ne v, kako ne rečem, argument, jaz imam prav. A veš, to je v afektu, je to ful težko, ne. Ker enkrat se spomnim, da je bil je gr nek pregovor ali neki, da ni tvoj partner problem, ampak da sta vidva skup proti problemu. A veš, in zdaj pač, a si ga boš podal sem pa tja, ali ga boš probo rešiti razčleniti. In je fajn, da se prej zaveš, priznam, tudi tak je to vedno težko, da gre to efektu, ampak da danes, ko si rečeš, da si pripravljen, ok, jaz imam svoje mnenje, ampak kaj pa, če ni prav. In začneš pogovor vse in se mi zdi, da te koliko... Da pustiš odprto možnost. Ja, tako da mogoče prvo 3-krat dihneš, pa pol, da ni... Samo malo miriš. Tako. Zdaj, ko si že prej omenil, da žuranje do 4 zjutraj, pa to vem pa tudi, da si pred kratkim prišel iz fantovščine, ki je trajala kar 3 dni. Ja, pa ker v isti sabi vem, da je dekliščina trajala pa 5 dni. Res? Ja, to sem se še včeraj na vikendu menili, ko reče kolega svoj, 5 dni vas nimo domu, pa puštu doma za prat cot, pa vse, ko imate tudi 2 otroke, rekel, ne moreš za 5 dni jeti, pa me samega pustiti vse gospodinskih upravilih. Ja, mi smo imeli 3 dni, je bilo norno, res da. To so mi pripravili tek zakon fantovščine, da... Pa na Pagu ste bili. Na Pagu. Ja, bili smo pri 2 kolegih, ko imate tam ful eno lušno bajtico z bazenčkom, tako da jaz sem že njim rekel, lejte, sem rekel, lokacija je ta, datum je 5 do nedelje, to je to, ne. Čeprav mi bo malo žal 5 do nedelje, se že petek, tako da čas mislil, kaj sem jim dal 3 dni. Ampak ne, ful je bilo fajn. V bistvu se je začelo že v petek. Jaz sem pozabil, da ima ta jaka snemalc, nama prsni vtis od moje bajte, ne. In jaz sem, takrat mi moja reče zvoče, kao, daj pojte v crkleva, se lepo normalno naspi, da se spočiješ, ker bojte pač itak bo naporen vikend, ali rekel, kaj je v redu, pač grem, zvoče grema še na večerjo, gor jaz grem dol, zjutraj 10:06, meni ura že 5 tipov na poslu,
fuck, itak prvo me je že panika, skoraj neč, in zgledal sta meni ni bilo neč jasno, ker res ne pričakoval, ker ona mi je še rekla, ne, lej tam do 9-10 se lahko mod v easy vse, ne, 10-6, ok, v redu, se je že začel, ne. Pol so me dali pol mi pride zjutraj, reče, mu deli kao 7 litrov kave z kuhja, ne, res v nem loncu zagolaš, kao kuhaš, ko kar te ko sipaš, ne, to, pa 150 rogličkov sem mogel spečta, ne. In jaz sem pa njim dal prej eno željo, sem rekel, eno željo imam, dajte to upoštevati, a lahko prosim, nismo kje na javnem placu, pa naredite tega nekega prodajanja, pa bla, 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 ne. In jaz ti tako mislil, da jaz te to kavo, pa rogličke kuham, zato gremo pač na baka, ne. Da je za vas, ja. Ja, pač da je za popotje, ne. Sicer jaz idiot, model se pumpa na vsake 10 metrov, zdaj moram 150 rogličkov narediti, ne. Ko je v redu. Pol so mi oke zavezali dol, oči. Pol so mi oči zavezali, pa kao sem se mogel obleči to nekaj, ne. Takrat naprej story, pol nisem neč več videl, neč me oblečejo gr. In tak modeli so dali, ne. Modeli so dali Slovenca, ko hrvaško poje, ker že kdo je kontroverzno, so me dali v narodno nošo, ne. Dio, mi je smislo, da mene zdaj to kdo vidi, ker začel sem tek tipat, ker in poznam teti feeling narodne noše, ne. In smislo, ok, le v redu, pač le bom tek oblečen, se ni panike, ne. Po pa se vozimo neki cajta, jaz si tak še zavezan, ok, ne. Res sem mi ti zrihal, nič nisem videl, se nekam prepeljemo, me dajo ven, me vodijo. Potem še ena druga ekipa pride, ko so pa čez celo Slovenije bili valjda na vrani. Pol pa se mi znajdemo v neki stavbi in jaz vse, kar sem videl, samo čist malo dol, da je pač neka taka, nek lesen pot. In pol jaz v neljavi slišim enega, ko je bil ful je imel podoben glas Jankoviću, ne. Ful podobni glas in jaz še rečem, tam valjda že malo pod gasom, ne. Zdaj bom vmes dal pip, ali to videla te pip, če jaz kaj takega povem? Ker. Lahko. Pa jaz tek z unimi zavedali, rečem kolegu, da sem rekel, ta model pa res dobro oponaša Jankovića, ko sem mislil, da smo pri nekem stand-upu, ne. In pol še ta, pač na drugi strani, jaz se trudim, bla, 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 ne. In jaz znam dol in valjda, oni so me k Jankoviću pelali, ne. Glih srece zdanka, ne vem, s kom je tam bil, jaz pa Jankoviću, jaz se pogledamo narodni noši, vi ste nori, res. No, pa smo tam eno umiljamo, ko spili in po smo šli, valjda, edina stvar, ko sem prosim, na kongresni trg. Zdaj pa ti prodaj rogličke, kafeje, punca moraš čope narediti, z neko moraš polko zaplesati, ja, ne, se heca, zvočni gr na ramo, pa una oženi, vse bom jaz, pa gremo naši, ampak je bilo ful je bilo zabavno. Res je bilo zabavno. Spomnim se, da sem polko plesal z neko Avstralko, neka babica z Avstralije, ono, the best, vse. Čopov sem naredil en kup, čeprav res slabe čope delam, da so si verjetno pol hitro vse čope razdrle. Rogličkov sem nekaj malega sem jih prodal, stalo sem razstalo vse. Drugače bo tek fajn, pa kaj smo tudi zapeli z Zun, po smo šli na pot, na na pak, dol je bila vožnja, meni je minila tek 10 minut, je res, netro kombijo, kitara, vse. Je bila sicer ena ful, kako ne rečem, bolj tragi komedija, te bom rekel. Že kar tudi na prvem počivališču se mi ustavimo, valjda spet zvočnikov in spet, ker jaz že neke šipe pučem tam in pol fant je tam opazijo, levo parkira ena gospodična, stopi ven, pa simpatična, pa itak, dej, kuni, te okne spucate, ne. Pa je so, kaj cool, pa grem jaz njavno, tretjo sem rekel, vam lahko čistim okne, ja, lahko. In pol me ona pogleda, reče, a se ženiš, a ne? Pa jaz rečem, ja, pa se začne jokati, stari. In rekel, jaz pa glih izločitev nekega odvetnika, glih tisto. Jaz sem vitek in po me objavlja, reče, zo srečo, ti želimo se, in sprijem to tja, pa fantom povem, pa reče, ja, avto je že doba, ko ima ful dober avto, tako da te ste ziha na njo pisan, no, pa smo išli dol na pak, nismo še prišli, a pa smo pa nalogo, v knjigah smo pa ček ful enih nalog, ne. In smo da moram trajekt voziti, ne. Mislim, božem, kje ne se gre do trajekta, prijem, vse je uno zaščiteno. Ja. Itak, ne, kar naenkrat so se znajdli modeli, že gre, vse smo se zmenili, prijem, jaz gre v to kabino. Pa jaz reče, dečki, pač sorry, spričavam se, ali ajde, imam kao za nalogo, a može, pa prije ta kapitan do mene, okolo prime, pa reče,
Ma nećemo mi voziti trajekt, ajmo zapjevati jedno Istrijan kružimo, pole baba debe. Smo da, pa direkt malo prenda smo pristali, tam da pojma, tek da je uni drug časnik, ali kako se reče, prš, pa da je, če ne bi po mi res se ruknili kam. Bolj smo prišli na Pag, tam je imeno ene momente za dogajanje, ne vem zakaj, da bi ful eno ovce uljubil in sem laufal gre po njih skalah, tako... Če ne bi spil kak deci, bi imel 10krat zlomljen gležnik, ker po njih skalah so mi tekšle noge, ampak sem jih do izgumjast. Pol smo prišli še v Novaljo, a ja, pa skozi smo imeli zraven pa Nastjo v kartonski tovolki izvedbi, da smo jo skozi zravno nosili. Edino skoraj se nam je utopijo, ker v soboto zjutraj, ko mi vstanemo, pogledamo, na tek sred bazena je plava, tek malo dolgo. Tako da dolgo sem pred nec malo bolj v slabšem stanju, ko vas ni prvo dobo. Spoda pol smo pa uživali. Lej smo imeli ono, kako ne rečem, piknik, ko je trajal 3 dni in je bilo the best. Pol smo imeli še en večer, smo mi pripravili slike. Za vsakem, torej, jaz sem bil na sliki z vsemi in potem smo mogli malo povedati, kje smo se spoznali, kakve zgodbe, to je bilo smeha, ali adijo pametno. Tako da v nedeljo, ko smo šli pa domov, smo bili res slavni. Za vsak malo spal, pa se jaz že spomnim, prijemo v Rijeki iz McDonald'sa, pa rečem, zdaj zelo jaz kombi vozila, jaz ful nobenemu ne zaupam, da vozi, res, jaz se skozi sam furam vse, ker pač ne vem, smo imeli enkrat eno slabo izkušnjo, da se en kolega zaletel, jaz sem bil zdrav na srečo, nič hujšega in od takrat naprej bi samo jaz vozil, ne. Ampak tu sem mi napak, že tako zmatran, da je vozite. In pol jaz v Rijeki res ne, zdaj bom pa jaz furo, ne. Ja, malo čez mejo smo prišli na avtobus in se jaz ne more, stali spet nazaj, ne ter spat. Tako da je bilo v zakonu, res da. One so imeli zdaj pa na isti lokaciji, ko pa mi, sem najavne so pa, mislim, da štartale že četrtek, pa so prišli v ponedeljek. Pa tudi, ko so pred bajto se predpalali, ko so bile tudi s kombijo, ko so ven stopile, to je bilo tako, da bi jih na nek goli otok dal za cel mesec. Pa si bil ti tudi zraven v kartonasti podobi? Ne, vidiš. A vidiš, no to sploh poštudiral nisem, jaz pa mislim, to ne moraš reči. Ti pa je imel skozi zraven sebe. Jaz še doma imam zdaj še eno, skrambonec ni dal. Malo verjetno razmazano pa. Ja, ne. Ne, mene, res ni bilo zraven, nič, to bi vam pa še jim povedati, da so slabo zorganizirali. Zdaj naslednji korak je pa poroka, ne? Tako. Zdaj ne vem, a boš že poročen, ko bo tole šlo? Ne. Ne še? Ne, če držite to, kar si prej rekel, ne. Sej mesec pojemejo, poročima se v avgustu, ob morju. To je vse, kar pričakovano. V morju pa tek je, da lahko samo rečem svaka čast najnima organizatorkoma, ker se mi zdi, da tisti, ko pa sami organizirajo, mislim, da moja sestra je imela tek, ja, jaz nikao takrat pomagal in sem še enkrat rekel, da jaz tega v življenju več ne bi naredil, ker na hitrico moja sestra si takrat izbrala Mint, je najljubša bara Mint in je meni rekla, da mi boš ti pomagal to pa to. Ja, ženska, Mint je itak najbolj zajebana bara za dobiti, pa se nekaj ti veš, da obstaja 37 odtenkov Minta, veš, se neko kaneze naredim, pa tam, ko so imeli tete namizne prte, niso imeli robčkov, niso imeli nevno. To je bilo, tule sem si vam da rekla, če ima sama šla v to, se mi zdi, da lahko čar zgubi poroka. Zdaj, če pač imaš toliko stvari, ne. In sta oni, da je res von potrkati, zrihtale od A do Ž, vse uno na sestanku smo prišla, je res, da smo pač ne bila na sestanku 3 ure, ampak je, veš, vse je bilo pol. Cup, to mata uno, tako da smo edini največji, mislim, bom rekel stres. Največ problemov smo imeli, pač to je pa poklicna deformacija, kdo bo zaigral. Veš, se mi da tisto profesijo, ko delaš, tam najbolj kompliciraš, ne. Ampak smo pol tule super izbrala, pa sedežni red. To je bilo tudi, veš, mi doma po 10, pa so mize, ne, in vedno je bilo, ali je bilo 11, ali je bilo tek nekot prije 7, pol, ampak zdaj smo pa res zrihtalo vse, tako da je vse ready. Upam, da bo ta imela res lep dan. Jaz verjamem, da ga imam imela, ker smo pa na srečo, tako da, drža res ne bi imela, to priznam, ampak smo pa, da vem, da si, kak ne rečem, da v poroku jemljamo kot ono, dajmo se poveseliti, dajmo se fajn me, veš, tudi če bo šlo kaj narobe, ne vem, fajn se me, štekaš nič tragičnega, nič uno, če ne, bom po štingah padel, pa bom, če se bo tebi obleka nekam zataknila, se ti pač bo, veš. Tako da jaz mislim, pa še tek imamo, da imamo družbo res ful fajno, tudi nismo zdaj, ne vem, prvo smo imeli na listu napisano 200 ljudi, ne. In da gledamo ta list, pa veš, in pol začneš pogovarjati, a bomo zdaj imela pač 200 ljudi, pa bo to pol ta moment, čau, mi se pa 5 let nismo videli, bla, bla, ali gremo rajši v manj, pa tudi če bo kdo, pa ne zameril, tudi če bo kdo, ne vem, slabe ole, ker ni na poroki,
lej, če je slabe volje, politik ne razume definicije, kaj je biti pač kolega, pa itd. Ne? In smo zdaj prišli, mislim, da celo na 100 in je res the best. Ker smo rekli, če imam ja poroko, da ima folk tam, ko je res z nama, ko je res top, ko je res fajn, tako da smo smanjila to. Super. Zdaj je avgusta, torej poroka, septembra pa pripravljaš še en tak velik dogodek, ki se ga verjetno zelo veseliš. Zelo. Res, da čeprav je načrtovanje, pa vse to predese nek stres, ampak je pol v sekundi, ko odr križank stopiš, je to pač zgine. Ne? In res je 15. septembra, zdaj mislim, da že tretjič pripravljam, letos sem pomenoval spektakl duetov, ker imamo vedno tek, da v križanke je meni ful fajn pripeljati ful gostov. In to so vsi skriti gosti, zato da je res poluno ljudem tam ono wow efekta, ne veš kaj pričakovati vse. In vedno smo imeli tam, ne vem, 7 gostov recimo, letos pa mislim, da celo kar do 10. Tako da sem rekel, ne bo nek tak, ne bo nek spektakl, ne bo nekaj drugačnega in mi je res cool, ker tudi vsi teti gosti do zdaj, tudi teti, ko bojo, so ful odprti za vse. In to je meni ono, vsak gre svoje cone obdobja. In se mi zdi, ko ti greš iz cone obdobja, lahko daš ono neko piko na i. Tako da meni je to križanke pripravljati, mi je res neko tako veselje. Sploh pa tako se rekel, dvakrat mi je uspelo razprodati, tako da upam, da v tretje tudi gre rado. In tja res dejansko pridejo, kako ne rečem, to je res ono number one fan, ko poznajo vsako sleherno, ne vem, Wejcev besedilo, pa vse, in to je ono. Dejansko bi lahko šel v križanke brez glasu, ker bi oni pojejo od začetka do konca. In je to, se pravim, to te tegane, da nijem pametno. Verjamem, ja. Tako ma čakam. Če si fraj, pridi. Zdaj si že omenil cono obdobja, enkrat si pa dejal, da ti je težko stopiti iz cone obdobja, pa malo se to zdaj povezuje tudi s tem, da si izdal prvo pesem v slovenščini, Skrita v raju. Ja, jaz sem bil ful cajt, kako ne reče, veliko časa. Sem bil ziheraš, ziheraš. Vedno mi je bilo tek, da sem rad imel stvari to, pa ziher, pa točno to, vem, ta špura in to je to, po teti špuri jaz grem in ono tretjo, Ampak pol, ko se začneš bolj, kako ne rečem, profesionalno z muziko, karjaš, si rečeš, modelčeš, pa zdaj po teti špuru hodo, pa res ne more ti rata, pač moraš iti svoje cone obdobje, moraš tretjo, Tego recimo jaz, ko sem začel s kariero, jaz da bi tak suknič gre oblek, to ni bilo pogojev, ni bilo šanc, res ne, pač jaz sem prihajal iz Koroške, tam je bilo pač vse bolj črno-belo sivo, bog ne daj stopati. In jaz že se spomnim, prijem na prvo snemanje in mi ta stilistka, da jaz glih sedim, pa si dam svoje čevlje dol, pa ona meni potisne pod nogo rdeče čevlje, pa reče to grdaj. Pa si rečem, ne bom tega gledal, pa reče, ne boš to gledal, sem rekel, ne bom jaz dal rdečih čevlje, bom dal črne ali bele, In je bilo dansko pol, ko so rekli, zakaj pa ta rdeča, tako da bi, ne vem, to se zdaj mogoče čuval malo pravlično, veš, ko sem one šuhe stopil, se mi je zdelo, da sem se res rekel, zdaj pa dej, pozabiš ti do cono obdobja, ajde dej, in sem se na ono barvo, na rdeče čovle, na to sem se nekako tik navezal, da je bo noro. In je bil to nek tak, kako ne rečem, začetek onga kliker, dej, jedi oni svoje cono obdobja, ker lej. A veš, če se bo zdaj ti sekero, da ko v špulico hodi, da te bojo vsi sodli, levo, desno, to te itak bojo. In če se ti ne zavedaš, da polovici si lahko všeč, polovici nauš, pa lahko narediš karkoli hoč. Veš, tudi zdaj recimo si rekla, zapel sem pesem slovenščine. Recimo mene je bilo dejansko prvo prav malo strah tega. Jaz sem si že takrat rekel, jaz ovala, da bom posnel pesem v slovenščini, logično. Tako 6000 milijonov % logično vas nas ti posneja duet, ovala da. Ampak jaz sem vedno tak človek, da butasto mi je vse kar naenkrat, zato ko se mi zdi, da smo dokaj mladi še. In tule, ko mi je deda pesem kupla, takoj, mislim, ono besedilo, imelo vse, a špol so se pa začne doma in dalati, kaj pa zdaj, a še sem vedno, kaj pa bi ljudje rekli, ampak spet, zdaj, če bi to, poletek sploh ne bi posnel. Veš, in tudi zdaj, ko sem jo posnel, imaš spet, testi, ko mi je šel na živce, da sem pel v hrvaščini, so zdaj, top, oni, ko me poslušajo, so, sej fajn, samo ostani v hrvaščini, ne moreš zadovoljiti nobenega. Ja, ne moreš. In se mi zdi, da je, ko si rečeš to, to, kar čutim, to bom naredil, pa če komu všeč, the best, če komu ni, žal nobenega ne prisiliš, da mora gledati zdaj komad, pa ga poslušaš, pa ga poslušati. In jaz bom rekel, da sem ful vesel, da sem posnel pesem v slovenščini, pa tudi verjamem, da definitivno ni bila zadnja v slovenščini. Kaj pa album?
bo pa moj Giro, mislim, itak ostajam, kako ne rečem, zvest svoje, kako se rekla, dalmatinski duši. Ne, na albumu bo sicer ta slovenska tudi, ampak bo večinoma valjda logično, pač hrvaščina, ne, ker ne vem, jaz se v konfliktu je, ker jaz pojem hrvaško, ker vemo, kako je že x let Slovenija, Hrvaška, to je kregarije že na političnih zadevah, vse je, če bi italijansko pel, ima po mojem problemu, po moje, ne. Ampak ne vem, jaz se full fajn počutim, ne vem, v njihovih ritmih, melodijah, v njihovem jeziku in še enkrat povem, jaz sem zelo ponosen Slovenc. In malo kdo ljudje razumejo, ja, ne moreš biti ponosen Slovenc, če si znal materni jezik, to ni res, ne. Pač ponosen Slovenc si ti v smislu že tem, da sam pri sebi veš, da si to ne več. Veš, ne rabiš ti dokazovati ljudem, kako ne rečem. Ne vem, če smo imeli na hitro pogovor o neki veri, ne rabiš ti dokazati, da veruješ, da greš v cerkev. Ni to fora. Ti, če imaš mindset, ti, če tvoje telo veruje, če ti, a veš, je to drugače. In jaz sem ponosen Slovenc, jaz sem zelo vesel, da živimo v državi, pismo, ko imamo x stvari za početi. Pa imaš gore, imaš more, imaš vse, ampak jaz pač, meni je spevnost hrvaškega jezika mi je pač na drugem nivoju. Veš, tako, ne vem, enam všeč rdečo, enam všeč zeleno. In jaz bom rekel 10-krat v vseh intervjujih, jaz sem ponosen Slovenc, pa vem, da to marsikoga zaboli, ko to rečem, a ne. Ampak glej, jaz se boljš počutim in ne bi niti mogel delati v slovenščini kariere, ker bi se čutilo, da to nisem jaz, ne. In se mi zdi, da na odru se pa to itak čuti. Če ti ne daš folk začuti kemijo in pa vse, ne, in točno vidiš, kdo uživa v muziki, kdo ne, in če ne uživaš, pol ne moreš tega folku dati, no, ljudem. Ja, lej, to je super res, da slediš temu, kar čutiš. Ja, pa jaz mislim, da na dolgi rok, lej, če ne te pol to muka, ne. Nikoli si pa nisem želel, da bi bilo, mislim, tole bude snimati moje delo. Pač ja, da bi bilo moje delo muka, veš. Sej sem tudi recimo prej, že takrat, ko sem bil staroglavni, ko sem bil v Ljubljani, ko sem odprl SP, valjda faksa, nisem naredil, logično. Sem odprl SP in sem šel delati in jaz sem delal za eno podjetje in sem prodajal kompresorja, ne. Ampak meni je bilo to the best. Mene ni moto, jaz sem še zanj, takrat, ko smo se nekaj zabavali, pa to, ko je bila vmes korona, pa to, sem pa jaz nimam problema, jaz lahko grem nazaj prodajati kompresorje. Pa če si bom najdel job, ko mi je cool, pa lej bom to delal. Ker sem rekel, če bom nekaj mogel delati 40 let, lej, tudi če bo manj plačano, boljš me nauživam. A veš, da imaš cool kolektiv, vse, in jaz, kamoj mi lahko nazaj to delati, ne. In tudi, ko sem ti rekel, muziki, lej, vem, da bo zmotil marsikoga, pa še modeli, mesi si spremenil, ko itak to v Sloveniji je katastrofa, ne. Ne vedoč, da, ne vem, pol ljudi na Balkanu, ko ni to njihovo pravo ime, ne, da v tujini sploh ne govorim, pa v igravcih, pa vse. Ampak takrat je bilo to v Sloveniji pač tabu, ne, ampak jaz sem si takrat rekel, dej, to, kar čutiš, to deli, ker če ne, tako je brezvezano. A veš, da sem glih prej razmišljala, kaj bo pa Nastja naredila s priimkom? Ker zdaj imaš ti 2 priimka. Ja, jaz sem Basi Prikrižnik, ona bo za dokumente, bo Nastja Basi Prikrižnik, nastopal bo pa pač podmetniško Nastja Gabor, ne, logično, ker tudi se mi zdi, da ona je tudi že x let na sceni, pa že od mislim, tudi emisija Eurovizija, pa znani obrazi, pa vse. In je zdaj, da bi se ona tudi glasbeno prenoja brez veze, ne. Pa tudi Nastja Gabor pa še, tek se mi zdi, da je že spevno, no. Pa tudi politak, če bo Nastja Basi, bi pol tek vsi samo to povezovali, brez veze. In že zdaj je butasto, vsak drug članek. Pa to je bilo nje tudi, pa ne težko, bedno je, ker ona je meni, ona je vokalistka nora, res, ona je top vokalistka, performer, vse. In vsi, ko ona večinoma na porokah poje, vsi so noro nadušeni, a vsak članek je bil partnerka Luke Basija, modeli Nastja Gabor, ja, veš, da je napiši to neter. Zdaj pa, če vlava Nastja Basi, bi bo pa itak še slabš. Tako da ne, za medije bo ostala tako je. Lepo, ja. Mislim, ima že neko prepoznavnost s tem pa ja, priimkom. Itak. Pa sej tudi na začetku ni vedno, no. Mi da gremo k matičarki, da smo se res to poroko pač zelo, no. Pač nismo nekaj pripravljeni, mi da gremo tja, izpolnemo one liste in nismo vedeli, da moraš tam povedati pač priimke, ne, kako se bo napisati. Nismo se bo o tem še sploh pogovarjali, ne. Mislim, bolj da bo zdaj moj priimek Alon in ona ti reče, ja, kako se boste pa pisali, pol gospa. Pa ona reče, to moram že zdaj povedati, pa sem bil tako, ne, mi zdaj sramotno delati, kaj, zdaj povej, valjda, pa reče, ne, se vidim, da ste v dvomih, dejte mi na mail napisati, ne, pa jaz ti rejo, pa gremo ven iz une sobe, pa ona reče, ja, kaj bi pa ti rad, se kaj bi rad, se nek sploh mi dravi spraševati, se reka, Basi Prikrižnik,
ja, kaj pa tek se nek, pa bodi ti nas te Gabor, to valjda, to ni panik, se nekam, ampak dej, da se mu te vsi isto pisali, se tam malo, da to isto piše, da. Tako da jaz smo se pol na hitro zena. Lepo, no super. Za zaključek bi te pa rada povabila še na zaključni izivček, da dokončaš mojo misel. Čakaj. En požirek kave. Ja. Danes večer bom na Pagu. Na Pagu. Danes večer bom na Pagu užival v tišini morja. Moja sladka pregreha. Sladoled. Okay. Sprostitev najdem v... Pa ne spet pa greš. Bom rekel, sprostitev najdem v wellnessih, ja, tam nam je the best. Okay. Tam nam je the best. Najbolj sovražim? To si malo cajtov, zato ker je bi lahko dal par stvari, pa ne da sem tek naravnan človek. Najbolj sovražim ljudi, ki sodijo prehitro, pa zmotno. Jo. In še za konec, ljudje, ki me dobro poznajo, pravijo? Da sem tak, ko sem bil, takega, ko me mama vzgajala, da me to nič ni spremenilo in na to sem ful ponosen. Zelo lepo. Hvala ti za tale prijeten pogovor. Hvala tebi. In vse dobro ti želim še naprej. Enako se vidimo na Pagu.